Na izraelskem političnem prizorišču zdaj. Jutri bo minilo natanko 3 mesece do dneva volitev. Nekatere stranke zdaj izvajajo svoje predizbore, druge pa poskušajo potrditi svoje liste v osrednjih odborih svojih strank, vključno za skrajno desno stranko Verski cionizem. 10 kandidatov se poteguje za mesta na listi stranke, vključno z ministrico za naselbine Oriol Struk ter poslancema Simha Rotman in Ohad Tau in izvršna direktorica Sveta Ješar Omer Rahamim. Vodja krovne organizacije, ki zastopa naselbine na Zahodnem bregu, kar je trenutno še posebej aktualno, kot smo že prej razpravljali v oddaji. Ministrica za finance Bezalel Smotrič je dejala, da je bila ponovno izvoljena na čelo strani centralnega odbora lani. Po pravilih stranke ima pravico rezervirati tudi 2 mesti v prvi 10-terici in pričakuje se, da bo eno od njih namenila Cvikiju Morju, očetu nekdanjega talca Ejtana Morja. Cviki Mor je med vojno prišel v središče pozornosti zaradi svojega kontroverznega stališča, saj je večkrat nasprotoval dogovorom o talcih. Toliko se dogaja, pomaga nam razumeti vse to politični analitik Gil Hoffman. Torej, Bezalel Smotrič in njegova stranka sta zagotovo v središču pozornosti. Situacija se razvija. Ampak začeti želim z Likudom. Predvidene imajo predizbore 17. avgusta. Ne želijo si vsi, da bi se to zgodilo. Kaj ste novega izvedeli? Povejte nam, kakšen pomen imajo njihovi predizbori? Bennett, danes je zgodovinski dan v izraelski politiki, ker je Netanjahu izgubil. Na prste ene roke lahko preštejemo, kolikokrat je v več kot 30-letni karieri izgubil kaj v izraelski politiki. In danes je notranje sodišče znotraj stranke Likud sprejelo odločitev, ki pravi, Netanjahu, ne moreš sam izbrati liste, tudi če je vojna. Če je vojna, bodo morali izvesti glasovanje prek interneta, kot so to storili v stranki demokratov, ali pa najti kakšen drug hiter način, ali pa to preložiti, odložiti. Ampak ne moreš ga izbrati sam, ne glede na vse. Zato zdaj vemo, da bodo prave predvolitve in kdorkoli je računal na to, da jih bodo odpovedali, se to verjetno ne bo zgodilo. Vendar pa bo jutri sprejeta odločitev, ki jo bo dokončno potrdil centralni odbor Likuda, kjer bo veliko različnih pogledov. Župani v Likudu si še vedno želijo nekakšnega odbora, ki bi jih seveda vključeval in bi odločal o seznamu. Pričakuje se pa, da bodo imeli prave predizbore, v katerih bo Netanjahu lahko izbral 8 kandidatov, kar je še vedno veliko, vendar ne vseh. To je vsekakor veliko kandidatov, 8. Zelo zanimivo, resnično. Ampak Tzahi Livni ostaja vodja stranke verskega sionizma. To vemo, vendar potekajo neke vrste tekmovanja za teh 10 mest. Kaj ste izvedeli? Trenutno se situacija razvija. Povejte nam, na kaj moramo biti pozorni? Torej, kar se trenutno dogaja v ozadju je to, da so imeli glasovanje tako osebno kot nadaljavo, imeli so nekakšno mešanico. In to ni predvolitve, za razliko od tega, kar so imeli demokrati in kar bo imel Likud, kjer imate na tisoče članov. To je znotraj njihovega centralnega odbora, ki ima 173 člane. Od tega je le 20 žensk. Fredev. In izbirajo svojo listo. In ena od stvari, na katero je treba biti pozoren, je, ali bodo imeli sefardskega člana kneseta, ali bodo vsi samo beli naseljenci. Trenutno tako kaže, večinoma beli moški naseljenci. Ker so imeli številko 2, Ofir Sofer, ki je bil sefardskega porekla in se je odločil odstopiti deloma zaradi stališča stranke glede dovoljevanja ultraortodoksnim, da se izognejo vojaški službi, kar mu ni bilo sprejemljivo. Tako je vodja sveta naseljencev, ki kandidira po naključju sefardskega porekla. In Smotriču je pomembno, da je visoko na listi. Smotrič trenutno kandidatom razlaga, kaj se je zgodilo. V nekaj minutah bomo vedeli. Ampak trenutno še ne vemo.